V Budnarjevi muzejski hiši v Zgornjih Paločah je danes potekala dobro obiskana predstavitev ponovne izdaje knjige Veronika z Malega gradu. V njej so avtorice Breda Podbrežnik, Vukmir, Andreja Štorman in Maja Rajh predstavile pripovedke in zgodbe z kamniškega področja. In v čem se knjiga razlikuje od prejšnje izdaje? Dodali smo še nekaj več pravljic, nekaj iz Gašperjeve, torej iz rokopisne dediščine Gašperja Križnika, nekaj pravljic smo pa dodali tudi takšnih, ki so nam jih povedali ljudje na terenu. In naprimer danes je med nami gospa Slatnik Reska, ki nam je povedala eno od teh pravljic, ki je natisnjena v knjigi. Knjige smo zelo veseli, tudi zato, ker je vseh teh 10 let prejšnja izdaja bila v naši knjižnici ves čas zelo izposojena. Sosednje, torej kamniške osnovne šole so imele tudi za domače branje. Predvsem smo pa lahko zdaj ustregli tistim otrokom, ki so že predtem spraševali, a imate zgodbo o Veroniki? Mi smo jim pa lahko dali v branje kaj? Kamniški zbornik in razpravo doktorja Cevca. To pa seveda ni bilo primerno za otroke. Zdaj se pa oni seznanjajo malo z našo zgodovino in predvsem z markantnim likom Veronike preko knjige, ki smo jo pripravili. Pa prisluhnimo nekaterim izbranim odlomkom zgodb iz te knjige. V starih cajtah lintvrne, ene take posebne sorte lintvrne, in so žvižgali, ropotali not v sred gora, tako da so ljudje po malem že vedeli, kje bo kakšen ven skočil. Da so bili že majhne preštimani, a bo, a ne bo. In ko je bil tudi en lintvrn not pod Kamenškom vrhom, sam niso vedeli, kje bo ven skočil. A bo tla dal na Kamenško stran skočil, a bo kaj na uno stran v Krušico not skočil. Prišel je celi čas, da bi morali prvič stopiti pred oltar in darovati presveto daritev. Kamničani so sklenili nalad za to slovesno sezidati tako cerkev, da bodo mogli vsi trije bratje hkrati peti novo mašo. Kmalu so nabrali toliko novcev, da se je začela zidati cerkev. Hitro je bila končana, a stroški še niso bili popolnoma pokriti. V tej stiski so se pobožni Kamničani zatekli k bogati grofici Veroniki, ki je stanovala v gradu poleg cerkve. Znani sta bili njena prevzetnost in skopost, zato je doslej še nikoli niso prosili za kakršnokoli pomoč. Po njiju smo pobirali krvne in nosili noter, a jama se nikoli ne pomnila. Vprašali smo starahata, zakaj ta jama. Starahata so nam povedali, da so nekoč prejšnji rodovi tu našli zaklad. Po domače, pod hinsko so temu rekli šec. Kopali so luknjo in kopali, so že zelo globoko skopali. Pa so le našli zaklad. Navezali so ga in začeli vleči ven. Pa preteče stara šumnula in pije, ljudje božje, pridite, pomagajte, šmarte gori vse v okne. Vsi so stekli v šmarte, zdaj bo kakaj 2 kilometra delč. Videli so, kako se je kadil in kako je se šajna od ognja ni gorel. Ko pa so do šmarta prišli, ognja ni vonkir. Tudi babe zmanjkajo ni vonkir več. Na koncu pa so nas člani turističnega društva Kamenk, ki upravlja Budnarco, še prijazno pogostili.